Pozdravljeni in dobrodošli v uvodnem prispevku k veliki nagradi Madžarske. Po končani dirki bo za nami približno polovica svetovnega prvenstva 2021 in čaka nas poletni premor. Kot običajno, še preden se bodo aktivnosti na progi začeli, poglejmo si skupaj vse zanimivosti. Kot je že nekako v naši navadi, se bomo najprej zazrli v preteklost. V sezono 2006, kjer je Jenson Button zmagal dirko za veliko nagrado Madžarske. Takrat je nastopal za ekipo Honde. In čeprav mnogi mislijo, da je Honda v svetu Formule 1 osvojila nešteto zmag in naslovov svetovnega prvaka, je bila ta zmaga zadnja, tretja za Hondo kot konstruktorja v Formuli 1. Malo je manjkalo, da bi pri Hondi ostali pri dveh zmagah. Namreč že na samem začetku smo lahko videli, da so Fernando Alonso ter Michaelu Schumacherju pribili malce bizarno kazen. 2 sekundi pribitka na vsak kvalifikacijski čas zaradi nespoštovanja zastav in nevarne vožnje. Ampak tudi Christian Alberts in že omenjeni Jenson Button sta dobila kazni 10 mest pribitka zaradi menjave motorja. Na kvalifikacijah smo videli najboljši čas Kimija Räikkönena, nato je bil Felipe Massa in Ruben Barrichello. Po časih se je na 4. mesto uvrstil Jenson Button, ampak imel je pribitek 10 mest, zato je zdrsnil v ozadje na 14. mesto. A to se je pravzaprav nekako vse obrnilo na dan same dirke. Proga je bila vlažna. Tisto vmesno stanje, ko gladke pnevmatike še niso zrele, ampak v resnici ne dežuje. Videli smo, kako je dirko izjemno dobro začel Kimi Räikkönen, ampak tam v ozadju sta Michael Schumacher in Fernando Alonso prizorila pravo predstavo za nas sladokusce, ki imamo radi Formulo 1. Paziti je bilo še nekaj, da pnevmatike Bridgestona v tistih pogojih niso najbolj blestele. Namreč v teh vmesnih fazah je izjemno pomembno, kakšna je temperatura asfalta in kolikšna je količina vode na samem asfaltu. Pnevmatike, tiste za mokro progo, tiste intermediate, so ponavadi kritične, kajti izjemno so mehke, delujejo na izjemno nizkem temperaturnem območju in se, kolikor se proga suši, izjemno hitro pregrevajo. Jenson Button se je v prvih fazah držal malce bolj v ozadju. Tisto glavno potezo je napravil, ko je Liuzzi imel nesrečo ter povzročil varnostni avtomobil. Liuzzi je zanimiv, kajti on bo tisti predstavnik voznikov tudi na današnji dirki za veliko nagrado Madžarske v sezoni 2021. No, za varnostnim avtomobilom so skoraj vsi šli na dolivanje goriva ter menjavo pnevmatik. Jenson Button je izpustil to priložnost in ker so pred njim mnogi se ustavili v boksih, je prišel do 2. mesta, takoj za Fernandom Alonso. A tudi ona dva sta se morala še ustaviti v bokseh, kar sta storila v pravem trenutku. Ampak s to pripombo, da v boksu Renaulta pri Fernandu niso opravili dobrega dela, niso mu privili dobro pnevmatike in Jenson Button je dobil podarjeno vodstvo ter nikogar neposredno za njim
da bi ga lahko ogrožal. Prišel je čez cilj kot prvi ter se zapisal v spomin ter srca mnogih japonskih navdušencev kot tisti zadnji, ki je Hondi kot konstruktorju pripeljal zmago. In kot zanimivost, dirka leta 2006 na Madžarskem je bila prva dirka, kjer je nastopil Robert Kubica. No, Roberta bomo letos videli na prvem prostem treningu. Pustimo sedaj leto 2006 za nami in poglejmo malce lastnosti proge. Vidimo lahko, da tu krog pravzaprav po dolžini je primerljiv s tistim, kar smo videli naprimer v Avstriji. Le krog razlike 70 ali 71 krogov za veliko nagrado nam pove, da v bistvu, kar se tiče dolžine, smo tam. A lastnosti same proge, ki nam jih daje Pirelli, so čisto drugačne. Posebej, kar se tiče tistega oprijema, tistega downforcea in bočnih sil. Tu je slika čisto drugačna od tiste, ki smo jo videli v Avstriji in lahko tudi premeša razmerje moči. Namreč, kar se tiče tistih bočnih sil, smo bolj v situaciji, ki smo jo videli naprimer na veliki nagradi Velike Britanije, čeprav je tam šlo za bistveno bolj hitro progo. In tu na Madžarskem je krog izredno počasen. Namreč primerjamo lahko krog v Avstriji s krogom na Madžarskem. Ne govorimo o nekaj sekundah, ampak govorimo o desetini sekund, zaokroženo seveda. In to nam tudi pove, da bolid, ki ima nizek zračni upor, tu ne bi smel priti do izraza. Namreč, zračni upor je funkcija, ki raste s kvadratom hitrosti. Če je hitrost v povprečju nižja, vsi bolidi imajo nižji zračni upor in razlika se zmanjša. Po drugi strani, bolid, ki ima višji zračni upor, se predvideva, da ima tudi več aerodinamičnega oprijema, ker pa tu v ovinku pride še kako do izraza. To nam kaže tista vrednost bočnih sil na tabeli Pirellija. A seveda, gre za malenkosti in nikjer ni rečeno, da bo imel naprimer Mercedes sedaj prednost in Red Bull, da bo v težavah. Poglejmo si vremensko napoved, ki je bistvena. V petek malce oblačkov, ampak po večini sončno, z izjemno visoko temperaturo, 34 stopinj Celzija. A zadeva se lahko kaj hitro spremeni v soboto, namreč obstaja 35% možnosti, da bomo videli nevihto. In to pravzaprav v tistem delu dneva, ko bodo kvalifikacije. Seveda 35% možnosti je še sorazmerno nizka vrednost, ampak temperatura zraka se bo znižala na okrog 29 stopinj. A vse se bo spremenilo v nedeljo. Namreč verjetnost neviht za čas dirke se bo zvišala na 55%, temperatura zraka se bo znižala še za približno 2 stopinji. Poleg ostalih vprašanj, o katerih bomo govorili v naslednjih prispevkih, kot je stanje pogonskega sklopa Maxa Verstappena, je ta možnost neviht ključna za razumevanje dirke. Seveda, sedaj vam je jasno, zakaj sem vam prej omenil, da dirka iz sezone 2006 ima neko zvezo s tistim, kar bomo lahko gledali v sezoni 2021. Najprej, če tu bomo priča kakim nevihtam, se lahko razmerje sil postavi na glavo. Tudi tisti, ki bodo dirko začeli v ozadju, bodo lahko prišli v ospredje. Prehitevanje tu je seveda otežavljeno, a še zdaleč ni nemogoče. Videli smo kar nekaj primerov v preteklosti,
In tisti, ki zatrjujejo nasprotno, pač si niso ogledali dirke 86., 89. in še bi lahko naštevali. Vrnimo se k našemu prispevku. Kot dobro veste, sodelujem s Sportklubom, zato naslednji prispevki bodo objavljeni z večjo ali manjšo zamudo, ampak objavljeni bodo po tistem običajnem vrstnem redu. V soboto zadnji briefing bo verjetno objavljen malce kasneje kot ponavadi, a bo v soboto nedeljski komentar, bo pa seveda prišel na YouTube takoj po dirki oziroma takoj, ko ga bo možno poslati v eter. Kar se tiče teh prvih informacij, teh zadev, ki so nam jasne, še preden se aktivnosti na progi začnejo, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.